Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni, dobro večer in dobrodošli v današnji Kroniki tedna. V sredo je bila 17. redna seja Kranjskogorskega občinskega sveta. Svetniki in svetnice so dali soglasje k ceni socialno-varstvene storitve pomoč na domu. Storitev obsega gospodinjsko pomoč, pomoč pri dnevnih opravilih in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Ker želijo, da bi tudi v prihodnje storitve koristilo čim več občanov, bodo manjkajoča sredstva usklajevanja cen nadomestili iz proračuna. Cena za uporabnike pa bo tako ostala enaka. Občinski svet se je seznanil z letnim poročilom Komunale Kranjska Gora. Lansko poslovanje je bilo uspešno, saj je družba poslovno leto končala s čistim dobičkom dobrih 54.200 evrov. Vsako leto jih v spomladanskem času obiščejo učenci osnovnih šol iz Kranjske Gore in Mojstrane. V zbirnem centru na Tabrah jim predstavijo pravilno ravnanje z odpadki. Skrbeli so za urejenost in prevoznost cestišč, parkirnih prostorov, lep izgled zelenih površin in urejenost avtobusnih postajališč. Uredili cvetlične gredice in skrbeli za čiščenje in vzdrževanje meteorne kanalizacije ter hidrantnega omrežja. Na mizah pa so imeli svetniki še poročilo o delovanju turizma Kranjska Gora. Poslovanje turizma je bilo v letu 2016 uspešno in obračunsko leto so končali 27.500 evri presežka prihodkov nad odhodki. Destinacijo so predstavljali na sejmih, stalno urejajo spletno stran v slovenskem, angleškem, nemškem, italijanskem, hrvaškem in srbskem jeziku. Pri promociji pa močno stavijo na Facebook. Prisluhnili so tudi predstavitvi Goresavskega muzeja Jesenice. Njegove prednosti so pokrivanje izredno bogate, raznolike kulturne dediščine, ki krepi nacionalno identiteto in ima izjemen razvojni in izobraževalni potencial. S področjem železarstva lahko vplivajo na večji interes mladih za usmeritve v tehniške poklice, kjer so perspektivni za razvoj nacionalne ekonomije. Področje planinstva krepi nacionalno zavest in spodbuja spoštovanje in varovanje naravnih ter kulturnih vrednot in s tem odgovornost za njihovo ohranjanje in negovanje. Z izvajanjem različnih projektov z področja etnologije aktivno vključujejo lokalno prebivalstvo v raziskovanje, ohranjanje in prezentacijo kulturne dediščine. Geografska lega na tromeji pa je prednost za povezovanje s tujino. Na seji Kranjskogorskega občinskega sveta so določili še letošnje občinske nagrajence, ki jim priznanja podelijo avgusta na slovesnosti ob občinskem prazniku. To so zdravnica Eva Macun, turistično društvo Dovje Mojstrana, Gorska reševalna služba Mojstrana in prostovoljno gasilsko društvo Rateče Planica. V sredo je medvoška založba Malinc v kulturnem domu pripravila zaključno prireditev ob koncu letošnjega projekta Leo Leo, po slovensko Beri Beri. V okviru projekta, ki ga med drugim sofinancira tudi Evropska skupnost, podpira pa tudi Ministrstvo za kulturo, poskušajo skozi igro in delo v skupini otrokom približati branje. Obenem pa naučiti tudi tujega jezika in več kulturnosti. Na zaključni prireditvi so sodelovali otroci Medvoškega vrtca, osnovne šole Medvode in osnovne šole Josipa Vandota iz Kranjske Gore. Poglavitni cilj projekta je spoznavanje, uporaba in evalvacija strategij motiviranja za branje, kot jih je razvila skupina sodelavcev preizkusila ter zapisala španska mentorica branja, novinarka, bibliotekarka in poznavalka mladinske književnosti Montserrat Sarto. Projekt Leo Leo je v osnovi torej nastal zato, da bi na bolj zabaven način mlade motivirali za branje. To počnemo tako, da skušamo z otroki delati na način, da jim je prijetno, da jim v bistvu branje postane ena zelo prijetna izkušnja. Uporabljamo za neko uvodno motivacijo tudi tuje jezike, španščino, letos smo imeli tudi nemščino, kot se je na tej naši prireditvi videlo. Tako da v bistvu to je tisto, kar pravzaprav počnemo. Počnemo pa tudi to z besedili, ki so pač v našem prostoru manj znana,
Letos smo v bistvu uspeli to in tega sem še posebej vesela, da smo v bistvu uspeli 2 slovenska avtorja tudi v Španijo prenesti, tam organizirati pač gostovanje njuno in v bistvu pač te knjigi prevedeni predstaviti španskim otrokom. Poleg tega, da so Petra Svetino in Jano Bauer uspeli predstaviti španskim bralcem, pa so v Sloveniji leta 2016 gostili tudi islandsko pisateljico Kristin Steindottir in katalonsko ustvarjalko Kare Santos. Njuna dela lahko bralci prebirajo tudi v slovenskem jeziku. Bralno značko si predstavljam kot to, da imaš spisek knjig, ki jih moraš prebrati in potem povedati obnovo. Kako pa to pri vas poteka? Ne, mi se ne gremo tega, zaradi tega, ker sicer vsako leto pač imamo knjige, s katerimi pač delamo, ampak večinoma vse poteka na delavnicah. Se pravi, v bistvu je to, da se v bistvu mi družimo, da se imamo skupaj fino, otrokom glasno prebiramo, tudi otrokom, ki so malo starejši, ne samo vrtčevskim otrokom. In v bistvu to je bistvo tega, se pravi druženje, to, da se imamo fino in da v bistvu literaturo spoznavamo na malo drugačen način. Bralno-motivacijske strategije otroku torej približajo skozi igro ter aktivnim delom v skupini, obenem pa se zgodnjim učenjem tujega jezika približujejo naravni večjezični vzgoji in skrbijo za razvoj zavesti o večkulturnosti. Bralno-motivacijski projekt Leo Leo tako že 2 leti poteka v okviru evropskega projekta Evropska književna raznolikost za mlade bralce, ki ga je medvoška založba Malinc pridobila prek evropskega razpisa Evropa kultura in ga ob tem podpirajo tudi Ministrstvo za kulturo, Javna agencija za knjigo, Špansko veleposlaništvo v Ljubljani, Španska kulturna akcija in Islandski center za literaturo. Ponosni so, da k projektu vsako leto pritegnejo več sodelujočih. Letos je vsako leto pravzaprav je številka večja. Torej Leo Leo pač poteka zdaj že po celej Sloveniji, tudi kot sem že rekla, v Španiji smo bili letos. Tako da mislim, da okoli 2800 slovenskih otrok je sodelovalo. Recimo nekaj manj kot 200 mentoric in mentorjev branja. V Španiji pa 500 otrok recimo in ne vem koliko mentorjev se zdaj ne spomnim, ampak vsega skupaj v Sloveniji so sodelovali 35 različnih inštitucij. Na včerajšnji zaključni prireditvi so sodelovali učenci vrtca Medvode, osnovne šole Medvode in učenci osnovne šole Josipa Vandota iz Kranjske Gore. Predstavili so izsek tistega, kar so se do sedaj naučili, gostje iz Kranjske Gore pa še dramatizacijo dela islandske avtorice Kristin Steindottir. Založba Malinc pa se že pripravlja na 6. leto projekta, ki se bo začel z novim šolskim letom. Obljubljajo, da bodo otroke motivirali z zanimivimi in novimi zgodbami mladinske literature. Za turističnimi delavci v Kranjski Gori je že kar nekaj prireditev. Začenja pa se tudi pestra poletna sezona. Sezona v Kranjski Gori lahko rečem, da je v polnem teku. Nekako zimska sezona, ko se je zaključila, smo na polno začeli delati in se pripravljati na poletno. Lahko rečem, da je bila pomlad zelo uspešna. Želeli smo jo popestriti z dodatnimi kolesarskimi prireditvami. V kraj smo uspeli pripeljati kar nekaj večjih prireditev, od Trail Daysov pa Gon Japonija pa IXS-a, tako da mislim, da je bil ta maj res kolesarsko zelo uspešen. Na roke nam je šlo tudi na koncu tudi vreme, tako da je bil tudi obisk gledalcev na teh prireditvah zadovoljiv. S polno paro gremo tudi v poletni čas, tudi za poletje pripravljamo obilo dogajanja v sami destinaciji, pa ne samo prireditev, želimo v kraj pripeljati tudi nove vsebine. Zelo se trudimo za ulepšanjem kraja, za urejanjem infrastrukture, tako da bodo obiskovalci, ki bodo v bistvu obiskali našo dolino v času poletja, z našo ponudbo in pa storitvami zadovoljni. Tako da mislim, da se nam obeta lepo poletje in pa pričakujemo, da bo tudi uspešno. Aktivni pa so tudi v podjetju RTC Žičnice Kranjska Gora, ker se skoraj vsak vikend nekaj dogaja. No, še posebej je bilo pestro, predvsem v kolesarskem parku pretekli mesec. Mesec maj je za nami. Imeli smo na naših poletnih napravah oziroma na sedežnici Vitrans 1, saj v našem kolesarskem parku ogromno obiska. Sodelovali smo pri vseh kolesarskih prireditvah in seveda
kolesarje gostili tudi v sklopu kolesarskih dnevov trailov v Kranjski Gori. Obisk je bil odličen. Zelo smo veseli, da smo skozi to strukturo gostov, kjer so prevladovali predvsem nemški kolesarji, zelo lepo spromovirali naš kolesarski park in naše poletne aktivnosti tudi na nemškem tržišču in verjamemo, da se bo vsaj 10% teh kolesarjev vrnilo čez leta tudi v Kranjsko Goro kot družinsko destinacijo. Seveda nam je bilo naklonjeno tudi vreme in upamo, da bo tudi v mesecu juniju tako. Že 2 sezoni nazaj smo se odločili, da v času suhega vremena obratujemo v mesecu juniju vsak dan od 9. do 17. ure. S tem pokrivamo tudi vse tiste organizirane skupine, ki imajo zaključne izlete, ki se odločajo, da bodo preživeli del svojih aktivnih počitnic tudi v Kranjski Gori v mesecu juniju in upamo, da se nam bo to tudi obrestovalo. Kot rečeno, odprta je poletna Tuba, panoramski prevozi sedežnica Vitranc 1, Bedenčev dom na zgornji postaji Vitranc 1, kolesarski parking, seveda tudi poletno sankališče, tako da pričakujemo, kot že rečeno, da bo vreme naklonjeno v mesecu juniju in seveda vsak dan dobrodošli na naših poletnih aktivnostih. Od četrtka do danes je v Špiku v Gozd-Martuljku potekalo srečanje motoristov GVEF. Organizator združenje Goldwing Slovenija je član Evropske Goldwing federacije, v katero je vključenih 27 držav. V Sloveniji srečanje poteka že 8. po vrsti. Udeleženci srečanja prihajajo vse od Norveške do Turčije. V petek je tako potekala parada lučk od 21. do 22. ure. Motoristi so se ustavili tudi na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori. V soboto je potekala parada narodov od 16. do 17. Prav tako s postankom na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori, kjer ste si lahko pobližje pogledali občudovanja vredne motorje. Ob zaključku pa je bila v šotoru podelitev nagrad za najbolj številčno ekipo ter priznanj udeležencem, med drugim tudi za najbolj oddaljenega jezdeca ter najmlajšega in najstarejšega voznika motorja Goldwing. V soboto ob 17. so se v Logu pri Tarmanu zbrale gasilke, članice 3 zvez, in sicer Bovca, Tolmina in Kranjske Gore na gasilski vaji. Več pa v izjavi. Reciva besedo 2 o današnji vaji, kje je potekala, koliko je bilo udeleženk, odkot? Ja, to je tradicionalna vaja gasilskih zvez, 3 gasilskih zvez, Kranjske Gore, Bovca in pa Tolmina, 14. po vrsti. Tako da gasilk je bilo 20 iz prostovoljnega gasilskega društva Kranjska Gora in pa z Bovca, Tolmina in pa Loga pod Mangartom. Kako ste zadovoljni z vajo? Vaja je uspešno potekala, pokazali smo svoje znanje, tako da lahko rečem, da je bila res uspešna. Pohvale tudi od župana, tudi od predsednika, poveljnika zveze? Ja, pohvale smo dobile, tako da smo pripravljene tako, kot moramo biti, da lahko pomagamo, tudi kadar bi bilo res potrebno. Kako poteka to sodelovanje z zvezo iz Bovca, iz Kobarida, Tolmina? Greste tudi vi kdaj na drugo stran? Ja, naslednje let je vaja v Tolminu, tako da ta je tradicionalna, tako sem rekla, že 14. bila po vrsti, tako da vsako leto organizira ena gasilska zveza. Seveda je pa sodelovanje tudi med letom, tudi na drugih vajah, drugih srečanjih, tako da ja, poteka sodelovanje. In zdaj smo, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, v drugem delu naše oddaje, ko bomo pregledali koledar dogodkov v prihajajočem tednu.
V mesecu juniju bo več spominskih in drugih svečanosti, katere organizira ali PVDS Gorenjska ali OZVVS Kranj, pa tudi gorenjske občine, za katere je prav, da se jih udeleži čim več članov. V petek 16. junija ob 13. bo tako svečanost ob otvoritvi plošče na objektu Zgornje Jezersko 141 oziroma Jenkova kasarna. Nosilec in častni gost in slavnostni govornik bo gospod Huso Bakrač. V soboto 17. junija ob 17. pa bo spominska slovesnost pri spominskem obeležju na nekdanjem mejnem prehodu Rateče. Častni gost in slavnostni govornik bo Janez Lesjak. V občini Kranjska Gora se bo pred začetkom počitnic dogajalo naslednje. V torek 13. junija bo ob 9. vodeni pohodniški izlet na Zajki z Viru. Start bo v Kranjski Gori pred Ticom. 15. junija ob 9. bo na sporedu vodeni pohodniški izlet Skrivnostni kotički potoka Gost Martuljek. Start bo prav tako v Kranjski Gori pred Ticem. V četrtek 15. junija pa boste na račun prišli ljubitelice in ljubitelji dobrih filmov. V Ljudskem domu bo namreč pravi kinomaraton. V 15. animirani film Avtomobili 3. Prav tako ob 17. animirani film Avtomobili 3. Ob 19. sledi akcijska pustolovščina Pirati iz Karibov Salazarjevo maščevanje. Ob 21. pa akcijski film Obalna straža. V četrtek 15. junija pa do nedelje se začne zdravo življenje z bioenergijo po metodi Zdenka Domančiča, in sicer v Kranjski Gori v hotelu Alpina. V soboto 17. junija pa bo od 11. ure naprej množična prireditev v Planici, in sicer Oviratlon Obstacle Challenge. Razvojna agencija Zgornje Gorenjske in občina Jesenica vas v sklopu projekta VEM vabi na predstavitev javnega razpisa za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Kranjska Gora v letu 2017, ki bo v četrtek 15. junija ob 12. v sejni sobi občine Kranjska Gora. Obvezne so prijave do 14. junija, in sicer na dina@ragor.si. Prijave se sprejema do zapolnitve prostih mest. Predstavitev pa je namenjena predvsem prijaviteljem, ki so v obdobju od 26. novembra lani do zaključka razpisa 1. septembra imeli stroške za začetne investicije, opremo, nova delovna mesta, usposabljanje, stroške prijav na razpise, najem in ureditev poslovnih prostorov ter spodbujanje sobodajalstva. Tako, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, pa smo prišli do konca današnje kronike tedna. Hvala lepa za vašo pozornost, pa saj veste, kar boste počeli, počnite to s strastjo in imajte se radi. Pa nasvidenje prihodnjič.